Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes imamo drugo stopnico pri opuščanju vsega, kar ne sodi več v naše življenje. In ja, še vedno smo pri temeljih. Temelji so povezani s tistim, da hočemo imeti vse pod nadzorom, ne moramo zaupati, da moramo kontrolirati, in po drugi strani, če imamo potrebo po tem, da imamo vse pod nadzorom, se ne moramo prepustiti intuiciji. Tako da v bistvu zdaj pa tisto, kar kličemo v svoje življenje, je pa intuicija. Veste, vsi bi radi imeli neko notranjo modrost, vedenje in tako naprej. Ampak to je tako kot brezžična komunikacija, ne? Dejstvo je, da tukaj, ali pa radijski sprejemnik, bo mogoče bolj jasna primerjava. Recimo, vi poskušate še tisti ta stari radiji. A se spomnite, ko smo obračali ta gumb in je delal slišali smo, da je mogoče tam zadaj ena znana glasba, ampak je delal in tako je v bistvu tudi pri nas. Ker imamo toliko teh temeljnih programov glede pomanjkanja, glede tega, da moraš imeti vse pod nadzorom, da ne smeš nikomur zaupati. Se pravi, to so preživetveni programi, enostavno ne moremo slišati tega, kar nam pa govori intuicija, pa naš višji jaz in naša duša in tako naprej. Da si boste lažje predstavljali. Se pravi, prve 3 čakre, korenska, ki je na koncu trtice, spolna in potem popkovna čakra, se pravi čakre, ki so pod popkom, vplivajo, so povezane s preživetjem, kako jaz stojim tukaj v svetu. In v bistvu je toliko balasta na teh prvih 3 čakrah, da enostavno ne moremo razumeti, da imamo pa tukaj povezavo. Epifiza, oziroma po angleško, če boste iskali več informacij v tej smeri, pineal gland, se pravi, po naše je tudi češerika. V glavnem, zdaj tukaj moram intermezzo narediti vmes, da vam razložim. Upodobljena je večkrat epifiza, se pravi ta češerika, kot storž. Se pravi, je v osnovi kot storž je upodobljena in predstavlja kot oddajnik in sprejemnik. In dejstvo je, da mi lahko preko te drobne žleze v možganih sprejemamo informacije, ampak dokler imamo še te temeljne strahove, kaj pa če bom sama, kaj pa če me nihče ne bo imel rad in tako naprej, v tem primeru ne moramo slišati. Enostavno ne moramo slišati. In mogoče je zdaj čas, da res začnete pospešeno čistiti podzavestne programe in da počistite vse tisto, kar vas res zadržuje pri tem, da ne morete napredovati. Zdaj mogoče, če ne spremljate redno teh mojih videov, kaj naredite? Vtipkajte v Google zdravilna molitev dekodiranja. Ali pa vzemite knjigo, ki jo imam, v glavnem, ko imajo duše žur, na strani 216 in tukaj boste najdli zdravilno molitev za dekodiranje. Se pravi, za čiščenje podzavestnih programov, ki nam ne služijo več. No, meni se je tukaj le odprl tudi na strani 202. Se pravi, molitev je preprosta. Na pomoč kličem vse svetle sile. In vse, kar jaz rečem, vi ponovite za mano. Vsemogočni Bog, stvarnik, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo vseh smereh časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane povezane s potrebo po nadzoru, ki so povezane s strahom glede preživetja, ki so povezane z nezmožnostjo odpuščanja ali pa kronično zamero, ki so povezane tudi lahko date s pomanjkanjem sočutja. Na koncu koncev, zdaj pojmo prav na sočutje. Dejstvo je, da mnogo ljudi, ker so sami tako močno ranjeni, ranijo druge. In tudi recimo včeraj sem govorila o strupenih mamah in zdaj, če gremo gledati nazaj prednike, dejansko pridemo do sočutja, zato ker enostavno vemo, da niso bile deležne te ljubezni, te podpore, te sprejetosti in mogoče, dajte, prav te naše mame, mogoče so se pa rodile kot ženske, kot punčke, pa so pričakovali fanta. In veste, pa so bile tudi one deležne
nesprejemanja. Mogoče je bila domenjena poroka ali pa da je v bistvu nekdo imel interes, da se je poročil in je otrok pač nastal in logično zaradi tega pride do tega, da mama ne zmore ljubiti svojega otroka. Zdaj, če mi damo tukaj čez obliž sočutja pa odpuščanja, da vsak dela najboljš, kar zmore in da druga stvar, da če imamo v svojem življenju take ljudi, ki nam kažejo ogledala oziroma primere, kako se ne dela, da potem mi tega ne delamo. Gre se za to, da mi delamo drugače kot tisto, kar smo imeli nek program v sebi noter. Se pravi, ko gremo čez to zdravilno molitev dekodiranja, na to damo roki v položaj mudre za moč in jo prislonimo tukaj gor na čelo, vdihnemo skozi nos, izdihnemo skozi usta, damo na prsa, roki takole, povežemo s tem srčno in kronsko čakro, potem pa roki damo v klunček in jih usmerimo v 4 zdravilna središča. Tukaj je prvi, drugi, tretji, četrti, se pravi takole in si zraven ponavljamo: vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Takole, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in s tem vplivamo na ščitnico. Ščitnica dejansko uravnava delovanje celega hormonskega sistema. Ko damo sem na, tukaj gledate, pri čeljustnici, tukaj sta 2 manjši čakri, ki sta povezani z nadledvičnima žlezama in prav tisti, ki imate mogoče velike podočnjake, to kaže dejansko na to, da vaše nadledvične žleze delajo na polno, začnite energijo usmerjati v ta del, zato da umirite nadledvične žleze in da se manj tvori stresnega hormona. In potem, ko pa usmerimo roki tukaj gor, tukaj pa povezava z epifizo, se pravi ta češerika, in dejansko aktiviramo moč naše povezave. In zdaj pogledamo ta temeljna zadeva, intuicija. Intuicija, sprejemanje sporočil, vedenje, globoko vedenje, zavedanje resnice. Zdaj, vzgojen smo bili pa tako, da pač ljudem ne smemo zaupati, da druga stvar, kdo pa misliš, da si, kaj si pa ti domišljaš, to, kar se tebi plete v glavi, je čista neresnica in tako naprej. V glavnem, toliko imamo tega balasta, zato je tako pomembno, dajte začeti delati z mišičnim testom, pejte nazaj video pogledati in začnite dejansko tista temeljna prepričanja čistiti. No, danes bomo pa šli na modrost zdravljenja s kristali. Ker smo dejansko pri temeljnih prepričanjih, bom 3 tele kristale potegnila, se pravi karte s kristali in vam sporočila preberem. Turkiz, energijska zaščita. Čas je za energijsko zaščito vašega telesa. Jejte zdravo, ukvarjajte se s športom in poslušajte svoje telo. Veliko pomoč vam bo lahko vsakodnevna meditacija med hojo. In ja, glejte, ena stvar, med hojo, ko gremo na sprehod, lahko spremljamo, kam gre tok naših misli, ali pa še bolj jih usmerjamo. Tudi recimo dobra je med hojo, nam reka, da je to meditacija, ampak dejansko lahko molite med hojo. In veste, zakaj vam to priporočam? Zaradi tega, da umirite svoj ker v nasprotnem primeru ena misel vodi v drugo, tam vodi v tretjo, v četrto, peto, šesto, sedmo in na koncu pristanemo nekje, kjer sploh nismo hoteli pristati. Tako da v glavnem čiščenje svojega energijskega polja je povezano tudi s tem, bomo pozdelali danes na koncu tega videa, vam bom pokazala, kaj naredite, dobesedno vas bom budila, da se povežete z materjo zemlje, da povežete se z belim žarkom in da v bistvu zaščitite svoje energijsko polje. No, gremo naslednja sporočila. Fluorid, sami zeleni kristali prihajajo. Vse, kar se vam zdi nenavadno, je zgolj prehodne narave. Razmišljajte pozitivno in zgodile se vam bodo pozitivne stvari. Bodite obkroženi z izdelki, ki so narejeni iz naravnih materialov. Fluorid, regeneracija aure. Očitno je tako jasno sporočilo, da je čas, da zakrpamo svojo auro. Ker
Naša avra je tako kot sir, ki je cel naluknjan, ker imamo toliko čustvenih ran. In če ste že brali mogoče knjigo, ko je že Mojstrstvo ljubezni, od Ritz je avtor, v glavnem dejansko govori o tem, da če bi mi mogli videti naše energijsko polje, bi videli, da ima dejansko same luknje in da v bistvu na večjih delih krvavi oziroma odteka naša energija. In črni turmalin spet zaščita. Ko je dovolj, je res dovolj. Potrebujete spremembe in premike. Zaščitite vašo energijo v vseh smereh. Zaprosite univerzalne energije, naj vas varujejo. Dejansko vse 3 karte so prišli v tej smeri. Čas je, da poskrbite za svoje energetsko polje. Čas je, da zakrpate to svoje polje, da si predstavljate, da ste kot v jajčku noter. In na ta način ne boste več dovoljevali, da tema seka v vas. Zdaj pa še en nasvet. Kaj vpliva na naše energetsko polje? Dejstvo je, da vsi imamo v svojih domovih razna darila, razne stvari, ki nam jih pač ljudje prinesejo, ne? In če čutite, da je od kakšne osebe, ki enostavno, lahko tudi z mišičnim testom preverite in veste globoko v sebi, da vas ta oseba nima rada, ali pa da je ljubosumna na vas, ali pa zavistna na vas, imate še vedno te stvari doma, dajte to podariti nekomu, ali pa peljite nekam, kjer ne bo v vašem domu. Zaradi tega, ker vse to darila predvsem so povezana z energijo. In preden bom šla naprej na to, da vam pokažem še to, kako boste zaščitili svoje polje, je pomembno, glejte, če pogledamo samo pravljice. Recimo, Sneguljčica. Na Sneguljčico je bila kraljica, je bila zavistna. In ves čas je spraševala, zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera najlepša v deželi je tej. No in v glavnem, kaj se je zgodila, ne, se vsi poznamo. Dejstvo je, da ji je podarila jabolko, potem, ko je bila že Sneguljčica pri palčkih. Ne? In preko tega darila, zastrupljenega darila, je ona zaužila jabolko, se pravi strup, in se ji zataknilo in je umrla. Veste, pravljice imajo neverjetno moč, a ne? In zdaj, če gledamo Trnuljčica. Trnuljčica je bila spet hudobna čarovnica, ki ni želela, ki ni privoščila sreče in je bila užaljena, ker ni bila povabljena na rojstnodnevno zabavo in jo je preklela. Se pravi, ko bo stara 18 let, se bo zbodla v prst in bo spala 100 let, dokler jo ne reši čista ljubezen. Na en način, glejte, smo vsi Trnuljčice. Veste, spimo. In zdaj je čas, da se zbudimo. Čas je, da pokličemo v svoje življenje čisto ljubezen. Poljub čiste ljubezni ne misli, da bo prjahal princ na belem konju, ki bo vse trne posekal okrog vas, ampak zaupajte, da ta čista ljubezen je univerzalna ljubezen, je božja ljubezen, ki jo lahko kadarkoli pokličete, da vas zbudi. In pa, ko se že prebujate, veste, vam bo ta vaš notranji glas rekel, ne, to ne more biti res, ne, pa daj ti fantaziraj, me se že meša in tako naprej. Namesto, da bi verjeli svoji intuiciji in ko se začnete prebujati, ja, to je svetloba, to je ljubezen, prebujate se. A ne vemo, da tudi pri Sneguljčici prva pravljica je bila tako, da ko so jo dali v grob, se je zrukala ta truga in je ven padlo to jabolko. Se pravi, mi smo zdaj že skoraj mrtvi od tega tisočletja zlorab, kar se je dogajalo. Otopeli smo. Vmes, glejte, 1000-krat je bolelo, ker smo si upali postaviti za sebe. Mnogi ste goreli na grmadah, mnogi ste bili kaznovani, ste bili obglavljeni, skalpirani, Bog si ga vedi, kaj še vse.
In vse te zapise nosimo na sebi, v sebi na celičnem nivoju in tudi na svojem DNK-ju. In zdaj, ko se prebujate, ne mislite, da ste nori. Ne mislite, da ste nori. Ampak to je glas vaše duše, ki vam govori. Začeli ste sprejemati sporočila in to je tisto, kar je resnica. In potem tisti, ki imate starše, sorodnike vpete v neke ustanove, ti vam bojo prvi vas bojo označili. Tej se je zmešal, temu se blede. A veste, najlažje je dati etiketo pač za odpis. Ampak dejstvo je, da zelo večkrat poslušam Krijon, tako. In pravi, vsi imamo v sebi vesoljska DNK vesoljskih staršev. In če vam kdo reče, da ste vesoljec, rečete hvala, sem. Ali pa če vam nekdo reče, ti si čarovnica, lahko rečete samo to, hvala, ker si opazil, ker si opazila. Ne se bati svojih moči. Vaša intuicija vas bo peljala čisto povsod, kamor je prav za vas. In ta naključ je, se pravi naključja, ki se začnejo dogajati, ko vas pripelje, ko srečate, ko slišite, to je namenjeno za vašo rast. Zaupajte, res zaupajte, ker dejstvo je, da naša energija se pa zdaj res pospešeno čisti. In ja, zdaj pa naslednja stvar. Temne sile vejo, kje imate najšibkejši člen. Če je vaš najšibkejši člen, recimo preživetje, vam boste imeli zanimive lekcije glede denarja. Boste videli, da bo premalo, da ste v strahu, da ne veste, kako boste poštukali mesec z mesecem. Če je vaš najšibkejši člen, recimo, da ste v prejšnjih življenjih delali samomore, ja, boste zdaj občutili veliko samoto in tisto, fentaj se ni vreden. Glejte, temne sile vejo, ki je vaš najšibkejši člen. Siguren. In tam boste zdaj tudi pritisnjeni. Zaradi tega, ker zdaj se dobesedno igra tako kot šah. Ena figura, pa ena figura. In gre se za to, bodite v miru. Bodite v miru, ne morete biti nikdar sami. Prav ne morete biti nikdar sami, ker dejstvo je, da vaša duša vas neizmerno ljubi. Ne morete biti sami. Dejstvo je, da so vaši vodniki tukaj, da lahko pokličete nadangele za pomoč. Recimo, moj nadangel je vodnik, nadangel Ariel, in to je tako neverjetna energija in premalkrat sem se v preteklosti obrnila na tega nadangela, pa čeprav vem že leta, da je to moj vodnik, moja vodnica. Tako da v glavnem, dajte delati v tej smeri. Aha, zdaj pa še en nasvet vam moram dati. Če imate za kakšno stvar občutek, da je obtežena s temno energijo, ne vem, recimo jaz bom danes moje kristale sčistila. In kako to naredite? Srečala sem eno modro žensko, pa ne bom jo imenovala, ampak v glavnem. In je rekla, da si kupimo 3 rdeče sveče in jih postavimo, prižgemo v trikotnik in na sredino noter damo tiste stvari, ki so za čistiti. In te sveče naj gorijo vsaj 2 do 3 ure, v glavnem pri kristalih je pa prej še pomembno, da jih speremo pod tekočo vodo, zaradi tega, da pač uperemo vse, naj bo plastično cedilo in potem, ko jih damo na čiščenje med sveče 2 do 3 ure tam pustimo in potem jih postavimo na dnevno svetlobo, ne na luno, zaradi tega, ker pravi, da luna je spet temni vidik in tega ne rabimo, čas je, da se obračamo k soncu. No, tako da to je eno tako sporočilo, ki vam mogoče pride prav. Zdaj pa samo, da jaz najdem tega leta prvo sporočilo turkiz, rjavi, samehen selonit, SŠT. To je knjižica zraven, te karte je napisala Kim Spiritual in Gorazd Rožnik, one dva sta iz Horjula. Če koga pokličejo te karte,
z veseljem vam jih pošljem, tako da v glavnem, lejte, ste izčrpani, imate nizko raven energije, ste morda obkrožene z energijskimi vampiri, ki vam sesajo življenjsko energijo. Je v vašem življenju preveč dramatičnih in toksičnih situacij. Čutite tesnobo, ste zmedeni. Nimate pravega zanosa, da bi se lotili projektov, ki vas sicer navdušujejo in poživljajo. Nastopil je čas, da zaščitite vaše energijsko telo. Najboljša oblika zaščite je proaktivnost. Energijska zaščita se popolnoma nič ne razlikuje od skrbi za telo. Če se pravilno prehranjujete, telovadite in poslušate svoje telo, ne boste imeli težav z zdravjem. Duhovna in energetska zaščita je namenjena vaši avri, vključuje skrb za vaše čakre in avro. Pri tem vam lahko nudita oporo nadangel Mihael in Metatron. Tudi redna meditacija med hojo vam lahko na različne načine pomaga. Med hojo pokličite angele, da očistijo vaše energijsko polje, pri čemer lahko pojete, poslušate ptice ali pa se ogledujete cvetje na polju. No ja, ta trenutek mogoče pejte k vodi, voda močno čisti energijsko polje in če hodite recimo sprehod da greste v nasprotni smeri toka vode. Recimo, jaz če grem proti Škofji Loki, grem po njenem desnem bregu na Sotočje in tam na Sotočju sploh močna energija zaradi tega, ker se vrtinči voda. Če greste v bližino slapa stat, sem prav sklanjala, se pravi tam, kjer teče slap, ali pa če so brzice. Dejstvo je, da to pospešeno čisti vaše energijsko polje. Hoja po gozdu ali ob vodi vam, točno to govorim, hoja po gozdu ali ob vodi lahko vaše energijsko polje še dodatno očisti. Če si boste vzeli čas za počitek z namenom, da boste očistili vašo energijo, boste dosegli vaš cilj in vaša energija bo očiščena. Izstopite iz materialnega dela vašega življenja in si vzemite čas za odmor in počitek. Ta proaktivna naravnanost bo dvignila vašo energijsko raven. Nato zaprosite nadangela Mihaela in njegove angele usmiljenja, naj vas obdajo z zaščitnim mehurčkom, ki bo učinkoval kot neke vrste filter. Prosite jih tudi, da vam dajo moč, ki bo preprečila, da bi vas prizadele misli, vzorci in interesi ostalih ljudi, ki na vas ne učinkujejo pozitivno oziroma niso vaše najvišje dobro. Ta filter je podoben filtru pri peči. Že na samem začetku prestrežite določene delce in kasneje ne zaidejo v dihalne poti vašega energijskega polja. Od vas je tudi odvisno, ali boste poskrbeli za to, da se ta filter očisti oziroma posesa ali zamenja. No in tukaj pri tem filtru ne vam povem, da jaz sama pokličem nadangela Mihaela in nadangela Rafaela, da vzameta nebesni sesalc in posesata iz mojega energijskega polja čisto vse, kar mi ne služi več. Vse obtežene misli, se pravi moje, če imam nekaj skrbi, in misli drugih ljudi, ki dejstvo, lejte, sploh tisti, ki so nam najbližji, lahko najbolj zapečatijo našo energijo. V glavnem, delajte na ta način in boste videli, kaj se bo zgodilo. Zdaj tukaj ne bom vam več brala, ampak želim vam povedati to, da, lejte, zdaj za konec tega videa, kako naredite. Usedete se vzravnano, najboljše, če sedite na lesenem stolu, se pravi les. Jaz tukaj sicer nimam tale kavč lesen, ampak vseeno, da vam pokažem. In si predstavljajte, da iz vaših nog gre v središče zemlje, da grejo korenine. Občutite, bose noge morajo biti, in občutite, kako iz nog prav gre korenine v središče zemlje in kako vas mati zemlja napolni z belo svetlobo. Srkate skozi noge. Jaz si predstavljam tudi, da iz trtice dol gre še ena korenina v zemljo in ravno tako črpam energijo matere zemlje.
In potem si predstavljate tukaj na sredini epifizo in ta epifiza, drobna žleza, ki ima v sebi kristal, in zaprosite, da se povežete z univerzalno svetlobo, z vašo višjo dušo, da enostavno pokličete to belo svetlobo, žarek, in dejansko ga lahko potegnete z vdihom. Glejte, ko vdihnete, enostavno boste videli, da se, kot bi se aktiviral ta del, in potem samo sedite in da povečate pretok, dajte takole roke, glejte, in enostavno počakajte, da se napolni vaše polje z novo energijo. In samo naj se polni, naj se polni. In če občutite na kakšnem delu, da vas mogoče majčkeno začne špikati ali pa da vas boli, dajte ukaz, naj se ta energija prečisti, naj se ta energija prečisti. Recimo, jaz sem zdaj ta trenutek začutila v trtici in enostavno dam ukaz, naj se ta delček prečisti. No in potem sedite nekaj minut, to boste sami lahko delali brez problema, in potem po nekaj minutah, ko občutite, da ta žarek teče skozi vas, enostavno tukaj gor prerežete na kronski čakri, zavrtite energijo v smeri uringa kazalca in stabilizirate z modro svetlobo, tako kot bi delček neba položili tle gor. Ravno tako naredite na dnu, na prvi čakri, se pravi na dnu trtice, prerežete te korenine, date čep gor, se pravi zavrtite v smeri uringa kazalca in potem date gor, kot bi poklicali barvo neba, da v bistvu stabilizirate to energijo. Ravno tako čez noge, čez podplate, odrežete to energijo in jo v smeri uringa kazalca stabilizirate in modro barvo, da v bistvu, da ostane ta energija. In v bistvu zdaj imate vi svoje energijsko polje dobesedno zaščiteno. In to delajte enkrat, dvakrat na dan in boste videli, kar naenkrat vam ne bo več odtekala energija, kar naenkrat se boste počutili tako, wow, jaz imam nove ideje, joj, koliko se meni dobro dogaja. Dejstvo je, da imate vsa orodja, ki jih rabite za napredek, res pa je, da delo na sebi pač potrebujete nekaj časa. In ja, glejte, če se vam že dolgo časa dogajajo slabe stvari, mogoče je pa čas, da si res nekaj časa vzamete za sebe, da zakrpate svoje energijsko polje, ker boste videli, na ta način se bojo začeli dobesedno dogajati v vašem življenju čudeži. Tako da ja, današnje sporočilo, glejte, čiščenje avre, ja, spet v povezavi s prvimi čakrami, ampak dejstvo je, to so temelji in ne more nobeno drevo biti bogato, čudovito krošnjo, če ima temelje gnile. In zato gremo čistiti te temeljne zadeve, ki morajo oditi iz našega življenja ven. Tako da uživajte, želim vam lep dan, bližajo se prazniki in ja, prazniki so res lepi in lahko si naredite lepe praznike. Druga stvar pa tisti, ki ste sami, kljub temu lahko naredite lepe praznike, zaradi tega, ker to pomeni, da lahko nazdravite z osebo, ki jo imate najraje na tem svetu, in to ste vi sami. Veste, in ko vi lahko uživate v svoji družbi, glejte, takrat, verjemite mi, da vam ploska vse stvarstvo. Tako da, dovolite si uživati, drugače pa uživajte svojo družino, v glavnem, življenje je lepo in naredite si tako, da bo vaše življenje res, res lepo. Želim vam veliko blagoslova, naj vas pri vsem, kar delate, pomagajo vsi angeli in vsa nebesna bitja, ker ja, zdajle so pa res posebne energije na delu. Uživajte!